Svojo zgodbo nam bosta predstavila Jožef Gregorc in Sabina Dermota. Kako berem? Z glavo. Moj način branja je v brajici ali pa po zvoku. Za racionalizacije svojega časa predvsem berem zvočne knjige. Bi zase rekla, da kar veliko preberem, zaradi tega, ker imam vedno kakšno knjigo, kje berem v bistvu kar velik čas svojega dneva. Na sprehodih, medtem ko kuham, medtem ko likam. Ko govorimo o študijski literaturi ali pa o dokumentih za službo pa tako naprej, ki jih je treba pozorno prebirati, je brajica absolutno prva izbira. Ko pa ni treba biti 100% zbran, takrat bom pa vzel zvok. Mi lahko malo poslušamo, a je pravi bralec, a dobro bere, a je tema zanimiva. Je pa res, da sem tako zagrizen bralec, da ko si knjigo enkrat sposodim, praktično mogoče, če jih v življenju 5 nisem do konca prebrala. Ker se mi zdi, če je nekdo napisal in če je nekdo prebral, da je moja dolžnost, da jo poslušam, če se mi je že po naslovu in po vsebini zdela temu primerna. Zvočne knjige posnamemo v studiu. Bralce izbere komisija, ki je med drugim pozorna na jasno izgovorjavo, smiselno poudarjanje in barvo glasu. Za kosilo je Max skuhal nekaj, česar še nikoli nisem jedel. Ajdove žgance. Slišal sem zanje, videl in jedel jih pa še nisem. Zvočni tehnik posluša posnetke in jih obdela. Zvočna knjiga je posneta v formatu MP3. Od leta 2014 dodajamo še format Daisy. Podatke o knjigi strokovno obdelamo, pripravimo bazo podatkov, kaj vse mora zgoščenka vsebovati, izdelavo nato prevzame robot. Letno se v zvok prilagodi približno 200 knjižnih del. Vsako knjigo prilagodimo v 2 izvodih. Zgoščenko pospravimo v poseben ovitek, na katerem so podatki o avtorju in naslovu tudi na brajevi nalepki. In knjiga je pripravljena na izposojo. Uporabniki zvočne knjige lahko berejo na standardnih ali posebnih predvajalnikih. Za kosilo je Max skuhal nekaj, česar še nikoli nisem jedel. Ajdove žgance. Baron je skozi ob meni in je poslušal že toliko knjig, da če bi govoril, bi lahko bil že pripovedovalec zgodb. Vsaka knjiga, čeprav mogoče na prvi pogled ali pa na, prvo žogo ni tako zanimiva, v vsaki se najde nekaj, kar ti v tvojem življenju daje delček novega.